Haleluja. Govorimo o duhovni rasti, govorimo o tem, kako sprejeti še več tega. Zato jaz danes molim zate, da rasteš duhovno, da si 1000-krat večji na noter, kot si na ven. Slovenija čaka manifestacijo Božjih sinov. To vidimo v Rimljanih 8. Cel svet hrepeni po razodetju Božjih sinov. In kakorkoli smo zdaj izpolnjeni Svetim duhom, kakorkoli smo zdaj na novo rojeni, ker Sveto pismo pravi v Rimljanih, v 2. Korinčanom 5:17, kdor je v Kristusu, je nova stvaritev, staro je minilo. In kakorkoli je to čudovito, piše, da zdaj smo Božji otroci. Kaj pa še bomo, se pa sploh še ne ve, ker bo to mogočno, je pa več, kakor lahko razumeš. Ampak ena stvar je sigurna, ko pride Jezus, boš dobil novo telo in boš lahko z njim delal isto, kot Jezus. On je, vidimo, šel čez steno. Potem je jedel z učenci, spekel jim ribe in je skupaj z njim jedel. Tomaž, recimo, se ga je lahko dotaknil. Se pravi, to bo neko čudovito, fantastično telo, poveličano telo. Ampak kaj ti povem, že zdaj na zemlji njegova moč deluje čez tvoje telo in cela zemlja hrepeni po manifestaciji Božjih sinov. In zdaj, poglej, še vedno smo v Efežanom 1 in govorimo o molitvi, kako je Pavel molil za nas. In rad bi nadaljeval v 20. vrtici. Govori o moči, ki jo je udejanil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem. In vse je položil pod njegove noge, njega pa postavil čez vse, kot glavo cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki v vsem vse izpolnjuje. Haleluja, koliko supljiv citat. Se pravi, tukaj vidimo, da ime Jezus je nad vsakim drugim imenom. Zato danes, s čimerkoli se soočaš, pokliči Jezusa. Če kjera stvar, ko je treba odstraniti, reči v imenu Jezusa, bolezen odstran se, primanjkljaj odstran se, duh ta in ta odstran se, v imenu Jezusa. Haleluja. Se pravi, njegova moč se dejansko, piše, se je manifestirala v Kristusu takrat, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih. Se pravi, Jezus zdaj sedi v nebesih na očetovi desnici in vlada nad vsakim imenom. In zdaj, ko si ti sprejel Jezusa v Efežanih 2:6, se pravi, par vrstic naprav tega piše, da si skupaj z njim tudi ti obojen in si zdaj v Kristusu skupaj z njim vladaš na očetovi desnici. Kako vladaš? Tako, da govoriš v njegovem imenu. Govoriš v imenu Jezusa. Ko ti nekaj ukažeš v imenu Jezusa, pa ne dvomaš, se ti mora zgoditi. In zadnjič sem molil za eno osebo in rekla, pa jaz toliko stvari sem že rekla v imenu Jezusa, pa se ni zgodilo. V Hebrejcih 6:12 prav, z vero in potrpežljivostjo so podedovali obljube. Zakaj rabiš potrpežljivost? Ne piše samo z vero, piše z vero in potrpežljivostjo. Zato, ker dostikrat eno stvar zapoveš v duhu in traja in traja in traja, preden se manifestira v naravnem. Duhovni svet je izredno hiter, naravni svet ima veliko vir. Recimo to vidimo najbolj grafično v preroku Danielu, ki je molil in v parih sekundah ga je Bog uslišal. In potem mol naslednjič in v bistvu ga je Bog spet uslišal, ampak on ni videl 3 tedne odgovora in ko je prišel angel do njega, je rekel, čim si izgovoril molitev, te je Bog uslišal, ampak jaz sem rabil 3 tedne, da sem premagal kneza Perzije, da sem lahko prišel do tebe. Tukaj govorimo o duhovnih poglavarstvih, oblasteh, v isti knjigi Efežanov, ki smo zdaj. Če greš čist do konca, do 6. poglavja, boš videl, da naš boj ni proti krvi in mesu, ampak proti duhovnim poglavarstvom in oblastem. Kaj to pomeni? To pomeni, da hudič ti nasprotuje, ti si ga že premagal v Jezusu, ampak on proba najdeti eno pot, da se ti upira, da se ti ustavlja. Doskrat tvoj lastni se ti upira in ustavlja. Zato, oče, jaz molim za vsakega, ki to posluša, da odložimo vso nevero, da odložimo vse slabe, negativne izkušnje
in da gledamo tvojo besedo kot resnico. V tvojem imenu premagujemo sovražnika. Molim, da vse danes, karkoli je proti nam, da uporabimo ime Jezus in hodimo v zmagi. Haleluja. Bote ful blagoslovljeni v imenu Jezus. Amen.